Klasično štafelajno sliko sestavljata lesen podokvir in nanj napeto platno. Klejnokredna podloga je bila v baroku nanešena večplastno. Zadnjim nanosom so največkrat dodali pigment, ki je obarval površino s poljubnim, v baroku ponavadi toplim tonom. Na takšne površine so s podrisbo pripravili načrt za slikanje z oljnimi barvami. Površino slik so praviloma zaščitili z lakom. Podokvir sestavljajo lesene letve. Za izdelavo so izbirali med mehkejšimi vrstami lesa, kot so jelka, bor, lipa in smreka. Letve so morale biti iz istovrstnega lesa ter oblikovane tako, da se je sestavljen podokvir lahko prilagajal dimenzijskim spremembam. V baroku so sicer značilni formati zelo zapletenih oblik, v našem primeru pa so bile vse tri slike pravokotne. Platno na podokvirju predstavlja temeljno podlago za slikanje. Najpogosteje se je uporabljalo laneno platno, ki je bilo tkano z ročnimi statvami. Na podokvir je bilo pritrjeno z železnimi žebljički. Zaradi gostote tkanja in debeline niti imajo površine baročnih slik značilno nekoliko grobozrnato strukturo. Napeto platno je bilo potrebno impregnirati. Najpogosteje so uporabili kostni ali kožni klej. Toplo klejno raztopino so nanesli na platno, s tem so zmanjšali vpojnost in ustvarili povezovalni sloj s klejnokredno podlogo. Klasično podlogo predstavlja klejnokredna zmes, ki je na platnu nanešena večplastno. Od nje je odvisna nadaljnja gradnja slike, saj ustvarja želeno strukturiranost in vpojnost za barvne nanose. Poleg tega pa preprečuje škodljiv vpliv oljne barve na platno. Za baročne podloge je značilno, da so obarvane. Pogosto so obarvanost dosegli tako, da so v zadnje nanose vmešali zemeljske pigmente ali barvne gline, ki so površino za slikanje obarvali z rdečim ali rumeno-rjavim tonom. Pigmentirana podloga ustvarja značilno atmosfero baročnih slik, saj toplina tona proseva skozi barvno plast. Baročne slike so bile pogosto naslikane po predhodno izdelanih skicah, risbah ali grafičnih predlogah. Pod barvnim slojem se zato lahko nahaja podrisba. Narejena je bila z otiskovanjem, prenešena s pomočjo mreže ali pa je bila narisana prostoročno. Baročno štafelajno slikarstvo je temeljilo na uporabi oljne barve, ki je v osnovi sestavljena iz pigmenta in lanenega olja. Barvno paleto baročnih slik gradijo naravni zemeljski pigmenti, ultramarin, smalt, cinober, mini in drugi. Med belimi pa prevladuje svinčeva bela. Za ričanje se je najpogosteje uporabljal terpentin, sušenje pa so lahko pospešili s sikativi ali dodajanjem pigmentov, ki pospešujejo sušenje.
Način gradnje slike je odvisen od zakonitosti oljne tehnike. Pogosto so baročne slike grajene večplastno, nanosi pa se razlikujejo po debelini in gostoti barve. Risbi je pogosto sledila podslikava. Enobarvni nanos, ki se je razlikoval v svetlosti tona, je opredelil razlike med svetlimi in temnimi partijami. Podobno kot so določili ton, so določili tudi barvo. Podložili so jo lokalno, pri tem pa so upoštevali prosojnost podslikave. Pastozni nanosi so dopuščali modeliranje barve, z njimi pa so dosegli tudi prehode med različnimi barvnimi vrednostmi. Da se oljna barva popolnoma posuši, je potrebno več mesecev. Debelejši nanosi pa se lahko sušijo tudi do 1 leta. Šele takrat sliko lahko lakiramo. V baroku so uporabljali naravne smolnate lake. S premazovanjem so poenotili izgled slike in zaščitili površino pred škodljivimi vplivi iz okolja. Vsaka umetnina živi svoje življenje, vendar zaradi podobne tehnologije lahko govorimo o skupnih procesih, ki ogrožajo obstoj baročnih štafelajnih slik. Staranje je proces, ki ga ne moremo ustaviti. Zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku, svetlobi, zračni vlagi in temperaturi se na umetninah pojavijo spremembe, ki privedejo do poškodb. Zračna vlaga vpliva na dimenzijske spremembe sestavnih delov slik. Podokvirja brez zagozd ne moremo prilagajati razlikam v velikosti platna, zato se na platnu pojavijo deformacije in sčasoma poškodbe na slikovnih plasteh. Visoka zračna vlaga je tudi pogoj za naselitev lesnih insektov, ki se hranijo in živijo v lesu. Izletne luknjice nastanejo, ko odrasli osebki zapustijo svoje domovanje. Zaradi nihanja zračne vlage platno postane ohlapno. Dolgoletna izpostavljenost zraku in svetlobi povzroči krhkost, zmanjša pa se tudi elastičnost. Tako platno se lahko hitreje predre ali strga. Obstojnost platna ogroža tudi stik s kovinami. Vpliv visoke zračne vlage lahko oslabi povezovalno lastnost sklejne impregnacije, kar marsikdaj povzroča odstopanje vseh slikovnih plasti. Na spremembe in poškodbe barvne plasti poleg okoljskih dejavnikov vpliva tudi tehnika slikanja. Kadar pigment in vezivo v oljni barvi nista v pravem razmerju, se lahko pojavijo deformacije. Najznačilnejše in najbolj opazne spremljevalke oljnih slik so razpoke. Njihov nastanek je pogojen z mnogimi dejavniki, zato je pojavnost zelo raznolika.
Prepoznavanje razpok je pomembno za ugotavljanje in odpravljanje negativnih vplivov, saj razpokanost pogosto vodi k odstopanju in odpadanju barvne plasti. Na barvni plasti ali laku baročnih slik se ponavadi nahajajo nečistoče, ki spreminjajo vidni značaj slike. Nezaželeni delci, kot so prah, saje, smola ali mušji iztrebki, se na površino vežejo na različne načine in lahko ogrožajo kemijsko zgradbo izvirnika. Na karakter slike pa lahko vpliva tudi zaščitni lak, ki z leti potemni, porumeni in razpoka. Nekatere spremembe, poškodbe in značilnosti teže opazimo s prostim očesom. Zato se konservatorsko-restavratorska stroka povezuje s sorodnimi vedami, ki pomagajo preučevati in svojimi dognanji reševati predmete kulturne dediščine.